so se Združene države Amerike vpletle v referendumsko kampanjo. Gre za nedopusten poseg v suverenost, se ostro odziva Gibanje Svoboda na sporočilo ameriškega veleposlaništva v Ljubljani, ki je tik pred referendumom na omrežju X delilo besede ameriškega podpredsednika Vansa: "Ne smemo se bati svojih ljudi, tudi kadar izražajo mnenja, ki nasprotujejo vladajočim." V SDS to sporočilo vidijo kot zaušnico in zelo jasno sporočilo Golobovi vladi pred referendumom o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Vse to kaže, da se ost predreferendumske kampanje osredotoča na privabljanje volivcev na nedeljski referendum oziroma na pozive k bojkotu, saj so v igri veliki politični vložki. SDS namreč pravi, da bo glas proti na referendumu štel dvojno, tudi proti škodljivi Golobovi vladi, vse to pa lahko ob majhni volilni udeležbi izvodeni, saj je Janez Janša močno zmago na referendumu povezoval tudi s predčasnimi volitvami. Kaj bo torej sledilo, če SDS-u ne bo uspelo mobilizirati volivcev, da v nedeljo pridejo v zadostnem številu? Saj se mora referenduma udeležiti vsaj 338 tisoč volivcev, da se rezultat referenduma udejanji v praksi. Bo Gibanju Svoboda in Levici uspelo prepričati volivce, naj ne pridejo na referendum, saj gre po njihovem za plačano predvolilno kampanjo SDS-a in ponoven napad na kulturo in umetnost. Lahko sporočilo ameriškega veleposlaništva spodbudi ljudi, da bodo odšli na referendum, ali bo zaradi tega, kot pravijo v Gibanju Svoboda, nedopustnega pritiska ameriškega veleposlaništva na referendum odšlo še manj ljudi. Z nami so Asta Vrečko iz Levice, Zvonko Černač iz SDS-a, Iva Dimic iz Nove Slovenije in Matej Arčon iz Gibanja Svoboda. Dobro večer vsem štirim. Dobro večer. Gospod Arčon, zakaj vi zapis ameriške ambasade verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan modrost in glas, ne smemo se bati lastnih ljudi, tudi kadar izražajo stališča, ki niso v skladu z njihovim vodstvom, in objavljen citat podpredsednika Vansa: "Demokracija temelji na svetem načelu, da je glas ljudstva pomemben", razumete kot politični pritisk pred referendumom in grob poseg ZDA v neodvisnost Slovenije? Točno tako, kot ste omenili, gre za poseg v neodvisnost Republike Slovenije, v odločanje volivk in volivcev, ki so samostojni, vsak posebej odloča, in tak vpliv, bom rekel, veleposlaništva preko medijev in družbenih omrežij je za nas nedopusten in verjamem, da volivke in volivci ne bodo nasedali na take, v navednicah, provokacije. Se strinjate s tem, gospod Černač? Lepo je povedal gospod Arčon, volivci vsak o sebi odloča, ampak to ni v skladu s tem, kar oni govorijo, ko pozivajo na bojkot referenduma. Pretirano pozornost daje temu zapisu, gre za izjavo podpredsednika Amerike, gospoda Vansa, ki govori o spoštovanju demokratičnih standardov in svobode govora. In s tem je na nek način okrcal te poteze, predvsem Svobode in Levice, ki pozivajo k kršitvi teh demokratičnih standardov. Da smo pa predvsem tukaj zato, jaz razumem, da bomo soočili mnenja za ali proti zakonu. Ampak se strinjate s tem, ker gre vendarle za pomembno vprašanje. Kaj pravite na te očitke gospoda Černača, da vi s tem pozivom naj bojkot, a ne v bistvu kršite ustavo oziroma ste proti ustavi, a ne, ker pač ustava zapisuje volilno pravico in vsak glas šteje? Ja, res je neverjetno poslušati tako z ene strani ta citat podpredsednika Vansa, Trumpove administracije, ki sama ne zaupa in k neodvisnim institucijam, krši demokratične standarde, po drugi strani enako stranke SDS, konec koncev poziva tudi k temu, da se zbirajo pred sodiščih, krivosodju in tako dalje. Tukaj se vidi, da kar se tiče Amerike, jasno, da bo podprla radikalno desne stranke po svetu, tako smo videli v Nemčiji z AfD-jem, tukaj pa z stranko SDS. Odločitev za bojkot je legitimna. Seveda vsak lahko gre, ampak referendum, ta je jasen, tukaj ne bomo odločali o tem, ali se podeljujejo ali ne te dodatki, odločali bomo, ali bomo podeljevali po starem zakonu ali po nove. Da je to predvolilna kampanja, je jasno, konec koncev pravijo to tudi sami, gre za referendum proti vladi, plačano
propagando. To seveda ne drži, ne, da gre za odločanje o tem, ali bomo po starem ali novem zakonu. V Slovenski demokratski stranki smo ravno zaradi teh manipulacij ta teden vložili zakon, ki odpravlja stari zakon, ker smo prepričani, da bo na nedeljskem referendumu večina volivcev glasovala proti, in to je jasen signal, da je potrebno te privilegije v celoti odpraviti, ne pa jih širiti, tako kot to počne ta novi zakon. Glede te izjave, ta izjava govori samo o spoštovanju demokratičnih standardov in svobode govora, ki velja enako tako za levi politični pol kot za desni politični pol. Poglejte, gospod Černač, ne blamirajte se zdaj tukaj. Vi bi lahko glede tega zakona iz leta 1974, če ste ga hoteli ukiniti že zdavni, lahko bi dali to pred referendumom, zdaj pa so očitno še vaši volilci, ko so ugotovili, da ste ravno vi dvakrat podeljevali točno te dodatke po istem zakonu iz prejšnje države in so videli, da delate eno v opoziciji, eno pa, ko ste na vladi, vas dobesedno prisili, da naredite še eno potezo. Ta zakon bi bil ukinjen v sklopu pokojninske reforme, ki bi bila že izvedena, vkolikor bi delo nadaljevala po letu 2022 prejšnja vlada. Ampak kot sem rekel, danes smo tukaj zato, da se pogovorimo o tem, zakaj sploh te izjemne pokojnine, zakaj je potrebno dodeljevati neke pokojnine med 2 in 3100 evri, zakaj? Če za Prešernovo nagrado dobijo 30 tisoč evrov nagrade nagrajenci, če za nagrado Prešernovega sklada dobijo 10 tisoč evrov, zakaj jim je treba dodeljevati še posebne pokojnine? In jaz sem danes, ne, tega odgovora po vseh teh pogovorih do zdaj, oprostite, ne z vaše strani ministrica, ne strani Gibanja Svoboda, nismo dobili. Jaz sem danes pričakoval, da bo tukaj vsaj ena izmed strank vladajoče koalicije, ki ne poziva k bojkotu, to so socialni demokrati, da bi z njimi argumentirano soočili mnenja, ker z Levico pa za Svobodo je ta mnenja zelo težko soočati, ker oni pozivajo ljudi, naj se ne odločajo, pozivajo k referendumu, potem, ko so v imenu ljudi, tako na vladi kot v parlamentu glasovali in potrdili ta zakon, se pravi, da ne zaupajo lastnim ljudem in to je glavni razlog, niso pa podali nobenega vsebinskega odgovora, zakaj pravzaprav te izjemne pokojnine med 2000 in 3000. Gospod Černač ima zelo prav, gre za manipulacijo. Gre za manipulacijo ljudi, kako so prepričevali, da so podpisovali za referendum in da so ta referendum seveda ga tudi vložili, kljub temu, da so imeli 3 leta možnosti ta referendum oziroma ta zakon spremeniti, kljub temu, da so že desetletja na oblasti in bi lahko ta zakon spremenili. Ampak kje je zdaj bistvo? Bistvo morajo ljudje vedeti, zakaj referendum da oziroma ne. Tisti, ki bo glasoval proti referendumu in v primeru, da referendum uspe, bo še vedno ostal stari zakon, ki bo še vedno dodeljeval nagrade in priznanja. Če ne bo uspešen, bo veljal ta modern zakon, ki ga je kolegica Asta Vrečko pripravila, z jasnimi merili, z jasnimi pravili, kdo bo lahko dodelil, da je to Prešernov sklad, ki dodeljuje te nagrade. Gospe in gospodje, govorimo o letno 5 nagradah za zaslužne kulturne delavce. Prej nič koliko nagrad je v času vladavine SDS-a se podelilo na politični ravni, ne na strokovni ravni. In kako ne mi ljudem obrazložimo, da pejte na referendum, ker ne bojo odločali o ničemer. V vsakem primeru bodo te nagrade obstale in znašli so se v slepi ulici, ker ne vejo dejansko, kako ven iz te zagate so predvčerajšnjem vložili zakon, ki bi razveljavil ta zakon. Vložili smo ga ravno zaradi teh vaših manipulacij. Glejte, ko bodo ljudje v nedeljo, o čemer ne dvomim, z glasom proti zavrnili ta nov zakon, bodo jasno povedali, da so proti kakršnim kolim privilegijem. In zaradi tega je potrebno, zato smo vložili ta zakon, razveljaviti tudi stari zakon. Jaz si, gospod Arčon, ne znam predstavljati vlade, oprostite, ki bo pri takem proti dodeljevala neke privilegije po nekem starem zakonu. Pa še nekaj, gledajte, stari zakon ni omogočal dodeljevanja izjemne pokojnine v višini 2000 plus evrov. V takem primeru umetniškega performansa gospe Maje Smrekar, ker je ta vaš zakon to možnost razširil na vse tiste, ki prejmejo nagrado Prešernovega sklada. To pomeni 2 plus 6 plus državni odlikovanci in tako naprej, najmanj 10 upravičencev. Ta gospa, gledajte, če bo prejemala pokojnino toliko časa, kot je recimo gospa Svetlana Makarovič, to je 26 let, bo dobila
preko $500 000 te dodatne izjemne pokojnine, od katere ji ne bo treba plačati niti centa za dolgotrajno oskrbo. Vseh ostalih 650 000 upokojencev pa bodo morali plačati 1% davek za dolgotrajno oskrbo, enako kot vsi ostali zaposleni. Ne, poglejte, ta zakon, o katerem vi govorite in nehajte manipulirati, je dovoljeval nagrade za življenjsko delo v izjemnih primerih in v vseh letih prejšnjih vlad je bilo podeljenih, če upoštevamo mandate vlad 1 do 2 letno ali pa velikokrat niti ne. Ampak mi ne govorimo zdaj o tem. Mi govorimo, kaj so argumenti, da se te pokojnine dodeljujejo. Oprostite, gospa Vrečko ali pa gospod iz Svobode, Arčon, kaj so argumenti, da je treba te pokojnine dodeljevati? Jaz bi rad slišal od vaju dveh, ki pozivate ljudi, naj ne grejo na referendum. Ampak gospa Dimic, kaj so argumenti, se je še želela vključiti v razpravo? Jaz se želim vključiti v razpravo, ker težko se znebim občutka, da si je praktično stranka Levica podredila nenazadnje kompletno kulturno sceno v Sloveniji, tudi z imenovanjem Zdenke Badovinac, ki je bila njihova evropska kandidatka na evropskih volitvah kot predsednica Prešernovega sklada. Se pravi, komplet zadevo želite seveda si podrediti in zato smo seveda, lahko rečem, da je naše stališče kultura da, privilegiji pa ne. Kultura, spoštujemo kulturnike, vemo, da so zaslužni za kulturo naroda, vendar pa more pri privilegijih seveda biti dodeljevanje teh, ne sme biti na ta način, kot ste si ga predstavili. Kultura in umetnost je naredila to državo. Zaradi tega tukaj govorimo slovensko, zaradi tega živimo in smo v svobodni, samostojni Republiki Sloveniji. In zaradi tega moramo spoštovati umetnike in umetnice, ki so nam to dali in tiste, ki bogatijo naša življenja od rojstva vse do smrti in našo državo delajo tudi mednarodno prepoznavno. Takšne dodatke prejemajo tudi veterani, tudi športniki, znanstveniki. Imejte pogum, pa povejte, da ne želite dajati dodatkov tudi njim. Ne pa samo sedaj, ko si plačujete predvolilno kampanjo in ščuvate ljudi proti kulturi in umetnosti, se spravljate na njih, ker se vam zdi to najlažje. In zaradi tega je glas proti, glas za Janeza Janšo in je glas proti kulturi in umetnosti in je glas za trumpistično politiko v Sloveniji. Ne, glas proti je glas proti privilegijem, neupravičenim privilegijem. Za neko peščico. In proti škodljivi vladi. Drži, tega se zavedate, zaradi tega pa pozivate ljudi, da se ne udeležijo referenduma na bojkot, ker vas skrbi, da bo zelo velik rezultat tudi vaših volivcev proti, ker tega ne podpirajo. Večina vaših volivcev tega zakona namreč ne podpira. Referendum ni proti politiki, proti kulturi in umetnosti. Referendum ni proti kulturi in umetnosti. Referendum je zato, da se vsi zavedamo, da privilegirani izbranci ne smejo obstajati, predvsem ne na račun davkoplačevalskega denarja. A veste, kdo to govori? Nekdanji minister stranke Alenke Bratušek, gospod Marko Bandelli na X-u. Mislim, da je s tem vse povedano. Ne, mislim, da ni niti približno vse povedano. Gospod Černač, oba dobro veva, da ne glede na izid tega referenduma bodo te nagrade ostale. To ste dolžni. Jaz si ne znam predstavljati vlade, ki bi potem, ko bodo ljudje rekli proti, ko bodo ljudje rekli proti, dodeljevala te privilegirane pokojnine. Oprostite, si ne znam predstavljati vlade. To ste dolžni ljudem, volivkam in volivcam povedati. Lahko prosim. To ste dolžni volivkam in volivcem sporočiti, da udeležba ali neudeležba na referendumu bodo te nagrade še vedno ostale in se bodo še vedno podeljevale. Nagrade bodo ostale. Privilegirane pokojnine pa ne. Ali na politični odločitvi ali na strokovni odločitvi. In zato ste zapravili 7 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja za ta referendum, ki ga zdaj zlorabljate za popolnoma druge namene. Povejte ljudem in tu je odgovor na vaše vprašanje, zakaj bo tako. Zato, ker ljudje na tem referendumu ne bodo odločali o ničemer. In ne le samo, da bodo ostale nagrade, ostalo bo tudi dedovanje. Trenutno je 83 tovrstnih pokojnin in 30 izmed njih je vdovskih. Torej, naš zakon, novi zakon ureja več stvari. Ukinja dedovanje, ureja javen seznam, ki ga sedaj ni. Avtomatizem, spoštovana ministrica, vzpostavlja avtomatizem, ki ga bo vlada dodala, ki ga bo ministrstvo dodeljevalo. Še vedno bo potrebno dati vlogo, kot je enako kot
kot je sedaj. Sedaj bojo samo jasni kriteriji. V prvi vladi Janeza Janše je bilo podeljenih 6 tovrstnih pokojnin, ne za življenjsko nagrado, ampak 6 za dosežke, ki so bile iz Prešernovega sklada, ena niti te nagrade ni imela. Vse skupaj ste jih podelili skoraj 20. In potem je Računsko sodišče 2010 reklo, da more biti 2010 za leto 9 poročilo dalo za to, da morajo biti jasni kriteriji, da mora biti zakon posodobljen. Vi ste še zmeraj kljub temu podeljevali po starem, torej dali to, sedaj pa amneza popolna, ne bi dali ničem. Govorite o neki eliti, seveda naš privilegij je to, da živimo v državi, ki ima tako polno kulturo. To ni politična elita, v katero spadate tudi vi. To je privilegij, da živimo v državi z toliko umetniki in umetnicami, in vaše žaljenje in to, da vam ena ni všeč, ki se sprevača na celo kulturo, je, oprostite, nedopustno, degutantno in popolnoma zavržno. Ta referendum je v prid kulturi in v prid vsem številnim tisočem, 10 tisočem ustvarjalcev, ki delajo na področju ljubiteljske kulture, in vsi ti milijoni, ki bodo šli za te izjemne, nezaslužene privilegije in pokojnine med 2000 in 3100 evri, je bolje, da se razdelijo njim in v podporo ljubiteljski kulturi in ustvarjalcem na številnih področjih. Moram pa še enkrat povedati, vkolikor ste tako prepričani, da je ta zakon, za katerega ste vi glasovali za, in to 3-krat, tako dober, da je v prid kulturi in umetnosti in tako naprej, zakaj pozivate ljudi k bojkotu? Zakaj jih ne pozivate potem, da vaš zakon, odličen kot pravite, podprejo? Zakaj tega ne storite? Zelo težko je z vami danes soočati mnenja, ker pri vsem temu, kar ste do zdaj povedali, še vedno nisem slišal odgovora, zakaj so te pokojnine med 2 in 3 tisoč evrov za privilegirance potrebne. Kaj je osnova, da se te pokojnine ne bi dodeljevali? Kaj je osnova, da se ta nabor ljudi, ki jih bodo prejemali, širi? Ne širi se, na plus 10. Ne drži, manipulirate. Glejte, zadnjič v tem studiu ste trdili, da se ne dedujejo pokojnine, pa smo vam potem pokazali, da se, mislim, res... Ampak ne zaradi tega zakona, oprostite, na podlagi splošnega zakona in na podlagi sklepa vlade piše v zakonu, ampak to ni pomembno, glejte. Pomembno je, da mi še vedno ne odgovorite na vprašanje, zakaj pozivate ljudi k bojkotu, če ste prepričani, da je to dober zakon, potem bi jih morali pozvati, ne grejo in ga množično podprejo in s tem bi dali podporo tudi vaši vladi. Torej, vi govorite nekaj, kar ne drži, zavajate in manipulirate, ker se bojite glasu ljudstva, veste, da več kot 3/4 vaših volivcev tega zakona ne podpira in vkolikor bodo bojkotirali pač udeležbo, te zaušnice, ki bi jo sicer dobili, ne boste dobili. Jaz pa vseeno verjamem, da tudi med številnimi vašimi volivci in številnimi volivci Svobode je veliko ljudi, ki se zaveda, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, tako določa ustava, in da jo izvršuje neposredno, to je primer referenduma, ali pa posredno preko izvoljenih predstavnikov. In ko izvoljeni predstavniki odločijo nekaj, kar ni v skladu z voljo ljudstva, je prav, da o tem svoje mnenje pove ljudstvo na referendumu. Poziv je poziv to vrstnim vašim manipulacijam, ki jih izvajate. Vi ste ta referendum izkoristili. Ta povišan ton gospoda Černača kaže na to, da so res se znašli v stiski. Mešetarjene glede že dodeljevanja pokojnine. In da ne vejo, kako iz te zagate, v katero so se znašli. Ker še enkrat podarjamo, oba dobro veva, da te nagrade, ne glede na izid referenduma, bodo še vedno stale. Dali boste 7 milijonov evrov in treba ljudem v obraz povedati. Dobili ste kritike tudi z strani vaših volivcev, zakaj niste pa ga vložili že prej. Spet tako, kot se vi sprašujete, vas jaz lahko sprašujem, se vi 3 mandate ste bili na vladi, bi lahko marsikaj spremenili. Na prvi dan, ko je ta parlament nastopil, ste vložili 30 zakonov. Vedeli ste, da pripravljamo ta zakon, bi ga lahko vložili in spet preprečili zapravljanje denarja.
Oba veva, da je to res. Nagrado Svetlane Makarovič In temeljno meče slabo vprašanje, luč. prosim, da, gospa Iva Dimic, Nagrada Patra Rupnika pa ne. zakaj se zdaj dotikate ene dotične osebe? Zato, ker je bilo to mešetarjenje, ker se je ona temu odpovedala. In ste vi potem, seveda, in zato meče luč, da boste nagrajevali svoje, tiste, ki so vam zvesti, tistim vašim somišljenikom. Se pravi, da Prešernov sklad, člani Prešernovega sklada niso po vašem mnenju verodostojni, da odločajo, kdo si to zasluži. Glejte, trenutno je predsednica tega Prešernovega sklada kandidatka Levice, gospa Badovinac, in seveda pušča to možnost, da je Levica vzela kompletno kulturo pod svoje okrilje in seveda bo nagrajevala svoje somišljenike in podpornike. Po 7 milijonih stroškov za uveljavljanje enega temeljnega demokratičnega ustavnega standarda poslušati strani... Ki ne bo odločal ničemer? Ja, odločal bo o tem, ali bo gospa Maja Smrekar do Ilija Psa dobila za to njeno ta umetniški performans izjemno pokojnino v višini 2000 plus evrov v obdobju prejemanja preko pol milijona evrov. To je res to. Zakaj zavajamo? Zakaj zavajam? Zato, ker se v tem... Bo dobila, je upravičena ali ni upravičena? Upravičena je tudi sedaj, gospod Černač, seveda je. Vkolikor bi bila, bi lahko že dodelili, se še ste dodelili. Gospa je stara niti 50 let in še dela in je profesorica na akademiji. Zdaj pa prosim vas resno, ne morem drugače, kot da vas prekinem pri žaljenju umetnice. Ta zakon širi nabor, in tu se vi zelo dobro zavedate, na zelo široko polje, ne samo na nagrajence, dobitnike Prešernovih nagrad, ampak tudi na nagrajence Prešernovega sklada, na celo vrsto prejemnikov raznih nagrad in priznanj. Izpušča pa na drugi strani številne zelo pomembne umetnike, ki jih ta zakon ne zajema. Ampak hotel sem povedati tu glede stroškov referenduma. Težko je tu poslušati strani predstavnika vlade, ki je nezakonito, pa ste, kar je ugotovilo Računsko sodišče, prerasporedila 7 milijonov, 6,6 milijona evrov, 6,6 milijonov evrov za nakup podrtije na Litijski in to iz sredstev za naravne nesreče. Ta denar bo šel pa v glavnem preko Jesenin 20 000 članom volilnih odborov in volilnih komisij in ta znesek nekaj 10 evrov, 80 in nekaj več evrov, pomeni nekaterim, oprostite, tam med 10 in 20% njihove pokojnine. O tem govorimo. Lahko samo eno vprašanje. Vam postavim eno vprašanje, odgovorite da ali ne. Ne glede na izid tega referenduma, ali bo uspešen ali ne, bodo ostale nagrade, bodo te nagrade ostale, da ali ne. Odgovorite. Če boste podprli zakon in verjamem, da ga boste, če bo ljudstvo reklo, da je proti temu, da je proti temu, ne smete eno leto na isto temo po referendumu date. Dost časa ste v politiki in na isto temo še to. Glejte, ministrica, ponovno zavajate. To ne drži. Kolikor bi bili ti zakoni v nasprotju z voljo ljudi. Če bodo ljudje rekli, da so proti tem privilegijem, potem vsaka vlada dolžna to voljo spoštovati in odpraviti vse odločitve, ki gredo v nasprotju z voljo ljudi. Če pa vi tega ne boste naredili, bo pa naredila naslednja vlada, ki gotovo ne bo več vaša. Moram reči, da pravite na ta očitek, da bo vse ostalo tako, kot je. Da je to soočenje, oprostite, popolnoma mimo tega, o čemer ne bi se danes pogovarjali. Na tem soočenju nismo dobili odgovora, zakaj je pravzaprav odločitev, da se je vlada odločila, da te izjemne pokojnine v izjemni višini med 2 in 3100 evri dodeljuje. Ne vem, ampak mi se ravno o teh stvarih ves čas pogovarjamo že zadnjih 15 minut, tako da... Se spreneveda, kot da se prej ni dodeljevalo. Pa tudi ta referendum, zakaj bo kot? Zaradi tega, ker je demokratični institut referenduma je zlorabljen. Zlorabljen je zato, da se kot prvo smo že vložili v Levici kazensko vadbo glede manipulacije podobe, na kakšen način se je sploh zbiralo podpise. Vložila je enako tudi za zlorabo gospa Maja Smrekar. Zavaja se. Stari zakon bo veljal in to, da jasno povejo, da je ta referendum in seveda kulturni boj, ki se ga grejo, zgolj izhodiščna deska za njih, se pravi umetnike in umetnice so toliko nevredni, da se pogovarjajo, da ti želijo vsem drugem. Zato še enkrat, mi podeljujemo dodatke v Republiki Sloveniji tudi športnikom, tudi veteranom in znanstvenikom. In prav je tako. Vse to nas krepi kot državo. Podpirati moramo uspešne posameznike. Kultura in umetnost nas dela to, kar smo. In tisti najuspešnejši si na koncu življenja
zaslužijo tisti, ki dobijo največje nagrade in tu so dvostopenske, tudi priznanje, če za njega zaprosijo in če vse to dosežejo. To ni nobenih avtomatizmov in tu govorimo o kombinaciji nagrad. Referenduma, gledajte, ni mogoče zlorabiti. Referenduma ni mogoče zlorabiti. Ampak, če mi dovolite, Jaz bi samo tlele dodala, res je, in zato podpiramo, da se kulturnika nagrajuje takrat, ko oni ustvarjajo in da se pusti in da se ne jih nagrajuje potem, ko grejo v penzijo. In prav bi bilo, da se kulturnike res nagrajuje v tistem njihovem opusu, v njihovem delu, ampak gospa ministrica, vi ste izgubila zaupanje in mi vam ne zaupamo. Zato je tudi ta referendum. Zato, ker delujete samo za svojo peščico in ste omadeževala tudi podeljevanje Prešernovih nagrad. Ampak gledajte, samo malo, ne, za konec, ker gremo proti koncu. Gledajte, tukaj gre za velike politične vložke, to je bilo videti tudi iz razprave. A ne? Ker če bo prišlo 338 tisoč volivcev, predsednik SDS-a Janez Janša pravi, to bo nezaupnica Golobovi vladi, to bo znak za predčasne volitve, ne pravi velika zmaga na referendumu, bo to sporočilo. In zdaj, gospod Černač, če sem jaz prav razumel, vi ste prepričani, da boste dobili dovolj glasov proti uveljavitvi tega zakona. Zdaj, situacija bo taka, ne? Če pride manj kot 338 tisoč